Zdaj pa, da predstavim to druščino na našem odru, začel bi z edino ženo med nami. Njo smo že prej predstavili, ampak še enkrat bom isto povedal. Srčna žena, mati in koordinatorka pohodov za življenje, Urša Cankar Soares. Hvala za čas in tudi za prejšnji nagovor že. Z nami je tudi psiholog in psihoterapeut dr. Andrej Perko. Tudi vas smo že prej videli, hvala, da ste si vzeli čas. Duhovnik in soorganizator tega tretjega vseslovenskega srečanja mož, otrok, očetov in sinov, Francesco Bertolini. Jaz bom imel malo težave in te bom klical Franček. Z Frančekom se že zelo dolgo poznava, tako da vse je okej, ne? Gospod Rudi Tavčar, navdušujoč svetovalec za pogajanja in mediacijo, družbeno aktivni moralni teolog, filozof in pisatelj, avtor, dr. Ivan Štuhec. Tudi vam hvala za čas. Farmacevt, skaut, pohodnik, sodelavec družine in življenja ter predavatelj o gradnji odnosov, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej, gospod Aleš Čerin. In pa eden izmed najuspešnejših slovenskih vernih nogometašev, ki z borbenostjo in srčnostjo postal ikona NK Maribor, Markos Tavares. Hvala vsem za obisk in predlagam, da še enkrat zaploskamo. Zdaj se mi zdi, da ste, dragi gostje, zelo pisana druščina. Vsak prihaja iz zelo relativno različnih okolij in strokovnih ozadij. Zato sem že prej povedal, bomo poskušali biti relativno jedrnati, pa hkrati vam dovoliti na začetku malo svobode, da iz svoje perspektive poveste nekaj besed o temi, torej jaz in ona, moškega in ženskega v stvarju. Pa bi začeli pri dami, tako se spodobi. Potem pa bi kar nadaljevali v smeri desno in si podajali mikrofon. Bom jaz lepo vsakega povabil k besedi, tako da, gospa Urša, hvala. Aha, pa mikrofon, mogoče je treba ga vključiti. Adela. Ok, dobro. Tako, evo, bom jaz kar mogoče malo nadaljevala tam, kjer sem prej končala, nisem hotela vam kosila skrajšati. Ja, ena misel, ki me je zelo nagovorila, ko sem razmišljala, kaj vam naj povem, je bila, kako bi opogumili drug drugega, da bi postali bolj tudi družbeno aktivni. Mi vidimo, kako čas kliče po tem. Ne moramo se sprenevedati, da to niso znamenja časov, da smo v takem času, ko se okrog nas dogajajo take stvari, ki nam, kristjanom, in tudi tisti, ki niso kristjani, ampak vklopijo zdravo pamet, lahko vidijo, da to ne štima, da te stvari niso okej. In kaj pa to zame osebno pomeni? Kaj to za vas osebno pomeni? Za vas, Vsak bo mogel zdaj tukaj eno svojo pot najdeti, kako bo postal lahko družbeno aktiven, kako bo lahko o teh stvarih, o katerih se ne strinja, tudi navzven povedal. Recimo, pohod za življenje je ena pot, jaz pa ne rečem, da je edina. Poti je to, kakor nas je tukaj. Mogoče ima vsak od vas kakšno drugo idejo, na kakšen način bi lahko. In je zelo potrebna v tem času. Gospod Markos lahko nagovarja nogometaše, kaj jih jaz sigurno ne morem. In tako naprej. Vsak ima svoj krog, ki ga lahko nagovori. In vsak ima en domet, bi rekla tako. In naš je zelo omejen, kot vidite, naše civilne iniciative Pohoda za življenje nas ne spustijo k svojim medijskim koritom. To ste najbrž opazili. Tako da potem se moramo pa navznoter obrniti. Če naven ne bo šlo, se moramo pa navznoter. To pomeni, da če nam ne dajo mikrofonov, moramo pa mi preko nas, preko cerkve moramo, preko nas, ki tako isto razmišljamo, mora se glas začeti širiti. Tako da jaz bi rekla tale stavek, ki ni na mojem zelniku zrastu, pa je fin. Poglejte, Abrahamov čas je že minil. Mojzesov čas je že minil. Tudi David je že v nebesih. Danes je naš čas. Danes je moj čas, danes je tvoj čas, gospod Rudi, tvoj čas, gospod Marko. In tako naprej, se opravičujem, takole govorim.
In danes je čas, da zaščitimo in ustanemo in zaščitimo najbolj nemočne v naši družbi. A ne? Če koga od vas vleče na kakšno drugo področje, ne rečem, da morate vsi se za isto stvar boriti kot jaz, ampak tematik družbeno ranljivih je ogromno, ne? Trgovina z otroki, nadomestno materinstvo in tako, da ne naštevamo. Ne? Ogromno, mogoče komu zagori srce pri kakšni drugi temi. In to je sigurno od Svetega Duha. Ne? Jaz bom povedala, kako je se meni to zgodilo, da sem pristala tukaj, kar sem. Jaz sem že prej povedala, da sem bila zelo rada Montessori vzgojiteljica. Res, jaz sem si predstavila, da bom to delala do konca svojega življenja, čisto z lahkoto, ker sem to res z veseljem delala. In potem je v splet okoliščin tak, da sem to pač pustila, potem sva imela 2 otroka, zelo hitro, en za drugim, in sva z možem videla, da toliko daleč v službo se ne morem voziti, zakaj bi jaz cele dneve bila z drugimi otroki, doma bom pa samo jih videla toliko malo časa in sem ostala doma. In potem mi je Bog užgal srce za pro-life. Jaz sem prej imela bolj željo, bolj na tej preventivi dela, teologije telesa, bolj te stvari so me bolj vlekle. In potem, ko sem imela dojenčico, sem imela en dan čas, sem rekla, daj mi nekaj, da nahranim svojo dušo, in sem v Google upisala noter samo testimony in mi je ven vrgel pričevanje te gospe, ko sem vam prej knjigo omenila, gospe Patricije Sandoval. In ko sem jaz njeno zgodbo slišala, čez kakšen pekel je ona šla zaradi teh splavov, jaz sem se jokala, pa ne sem zaradi njenega, potem sem v roku, po moje pol leta, jaz sem čisto sigurno, da noben toliko ni pričevanj pogledal, kot jaz v pol leta, zihorn blizu 100 ženski so to naredile, ker me je to toliko potegnil. In jaz temu rečem, da bi bil to Sveti Duh. Sveti Duh je mene toliko gnal, da sem jaz sam to iskala po internetu. Ne? In sem to gledala vsako prosto minuto, kjer sem jo kje imela. In sem videla, da vse ženske, vse, ki so to naredile, imajo isti outcome. Ne? Se pravi, isti rezultat to prineše. Bolečino, raztrganost, žalost, obup, brezvoljnost in še bi lahko našteval. Na prste ene roke jih lahko rečem, da tistih par, ki so rekle, tega ne obžalujem, ampak ki so izraven solze tekle. Ali pa rekla še, to je bila najboljša odločitev v mojem življenju takrat, ampak tega nikoli več ne bi ponovila. Ne? In to je mene takrat toliko užgal, da sem rekla, kaj naj jaz naredim. Jaz moram nekaj tukaj narediti, le doma sedim, čisto sem neuporabna, ne, sej vem, da mame, ko dojijo, so zelo uporabne, ampak a ne, nimaš, tako se ne čutiš, da ste lahko kaj kam greš. Ne? In sem začela brskati po internetu in sem našla na Facebooku eno skupino Abortion, sem napisala samo Facebook Abortion in me je vrglo v eno skupino južnoameriških punc, ki so si na črnem trgu svetovale, kje naj pridejo do abortivnih tablet. Mene je kap, ko sem videla, kaj se tam dogaja. Koliko enih punc, in to so si takole, ja, tam jih kupiš, slabo ti rata. Ne? In jaz sem samo ene parkrat not napisala, gor noter, ko lahko kaj napišeš, da se vsi vidijo, če kera želi pomoč, če kera želi se kaj pogovarjati, da se lahko obrne name. In mi je enih 5-6 punc pisali tako na privatno. In ena od njih, se je začel tak pogovor, ona je bila študentka, 24 let stara, zaključevala je svoj študij iz Južnoafriške republike in je bilo ful nerodno povedati staršem, da je zanosila. Bili so tudi kristjani starši, in ona se bala povedati in pa me je spraševala, a je že oseba. In jaz, kar sem do takrat znala, sem ji odgovorila. Kaj mi bojo starši rekli? Sem ji povedala, kaj sem slišala, kaj je rekla A.B. Jones, ki je imela kliniko za splave in je sama naredila 2 splava, potem je šla na drugo stran. Ona je rekla, a mislite, da bi bili vaši starši bolj žalostni, ko bi izvedeli, da si njihovega vnuka spravil z sveta, ali to, da si z enim imela spolne odnose. In to sem ji napisala. Aha, je rekla. In čez par mesecev sva ostali v stiku, čez par mesecev mi napiše, da je staršem povedala in čez par mesecev dobim sliko z dojenčkom in njih kup unih emotional, unih srčkov, jokcev, dojenčkov in hvala, ker si vzela čas, kačne mojega otroka ne bi bilo več. In ta fantek je zdaj star verjetno 2 leti, pa zanimava že več stika. A ne, kaj hočem reči? Vsak od nas lahko kaj naredi, pa tudi, če se mu zdi, da nič dost ne more. Jaz nisem mogla misliti, da bo Bog toliko hit mi dal en rezultat. Pa po tistem ni bilo nobenega drugega otroka, ne vem, da bi bil recimo tako povezan prav z mano, da bi si lahko rekla, da sem kaj
pridodala pri njegovem življenju. A ne, ampak vsak od nas, Bog vsakega od vas kliče, da se nekaj date na razpolago. In zdaj je vaš čas in zdaj mi lahko spreminjamo svet. Sveti David ga več ne more, Abraham tudi ne, razen da za nas molijo. A ne. In to je tudi evangelizacija. Ne. Ni evangelizacija samo to, da mi samo da o Bogu govorimo. To je velika evangelizacija, nič jo ne vzemam nobene vrednosti, ker vem, da če te preventive prej ni bilo, jaz ne bi imela kaj delati. A ne. To je blazno pomemben. Ampak tudi to je evangelizacija, da se o teh težkih temah upamo kaj reči in gremo ven in se damo na razpolago, da o tem spregovorimo. Tako da jaz vas bom potem v drugem krogu, da ne bom zdaj vse skozi govorila, povabila na pohod pa še kam. Evo. Hvala. Bi zdaj kar povabil k besedi gospoda Markosa. Vi niste dobro prebrali mail, oziroma na hitro ste pogledali mail, ste rekli. Ne? Tako da bom vam postavil vprašanje v resnici. Nogomet je precej borben šport in je zelo popularen šport. In vera in neke popularne stvari se v tem modernem svetu velikokrat precej jasno razločujejo. Mislim, ljudje jih ne povezujejo med seboj. Kako je biti veren in kako je biti veren nogometaš? Ja, se opravičujem, moje slovensko ni tako dobro, ampak bom probal biti jasen. Ja, Jezus, najprej, jaz sem poznal Biblijo in Jezus, ko sem bil tu 20 let stari takrat, Jezus je spremenil moje življenje, vse vrednote, ki nisem imel prej, ko sem začel brati Biblijo, takrat Bog na neki način je spremenil moje življenje, moje vrednote. In vse, kar je noter v Biblijo, je vrednote, na kak način moramo živeti, kateri principe, načele, na kak način jaz kot mož moram spoštovati svojo ženo in na kak način jaz kot oče moram delati skupaj svoje otroke, družine in tako naprej. In potem, ko sem bil že pri nogometu ali tu v Sloveniji, vsi so rekli, jaz ne vem, če Tavares hodi v načelje od Biblije ali na Bog način, lahko tako govorim. In takrat ljudje so meni pogledali, jaz ne vem, če Tavares je pošten človek. In vsaki dan, vsaki trening so meni pogledali, Tavares je bil out, je bil faul, ti imaš Jezus, pazi, kaj boš rekel. In to ljudje nas gledajo, ljudje nas opazijo in jaz vsaki dan sem mogel biti najboljši človeka, najboljši očeta in mi vemo, da pri nogometu ali v drugi stvari, ko so ljudje malo ne vem, slavni ljudi, ne, takrat pride več alkohol, droge, več denar, več stvari lahko se zgodi. Ampak mi, ko smo bili prvak ali ko smo igrali Ligo prvakov, Ligo Evrope, vsi so šli na zabavo, jaz sem bil doma skupaj s svojo družino, nikoli sem šel ven, sem naredil neke slabe stvari, sem naredil druge stvari, ker najprej jaz vem, kdo je Bog in kaj Bog je naredil v mojem življenju. In če jaz imam Boga, če imam Jezus v svojem življenju, potem druge stvari bo lažje. Jaz mislim zaradi tega in ne samo jaz, moj trener, takrat Darko Milanič je rekel, Tavares, ti imaš vero, to vera je tvoje urodje, tvoja moč. In ta vera je me prepeljala naprej in skupaj z svoj obnašanje. In če mi delamo, če hodimo preko Jezus,
načele, potem tudi naša vera bo imela rezultat na koncu. Hvala lepa. Torej, pomembno je, da ne samo, da verujemo, ampak da to znamo živeti. Ne? Franček, ti živiš vero kot duhovnik, kot župnik. Ti veš, si verjetno pripravil kakšno misel na temo. Ja, tako zdaj, če začnem pri tem naslovu. Bog je ustvaril človeka po svoj podobi, moškega in žensko jo je ustvaril. Potem tako lahko kot župnik rečem, da sem na župniji zelo vesel tistih družin, parov, tako ki se res trudijo kot mož in žena se ljubiti in spoštovati. To je gotovo ena odlična podlaga potem za družinsko življenje. Enim uspe to bolj naravno, drugi pa se mi zdi zelo fajn tisti, ki se zavedajo, da je v to treba vlagati in da iščejo, kaj bi jim lahko pomagalo, bodi si pač seveda v molitvi, ampak tudi v kakšni literaturi ali v skupinah. Tako da je zame kot duhovniku dragocena izkušnja spremljanja dveh zakonskih skupin ali pa tudi kakšne druge skupine, kjer se srečam z zakonci. Kot sem rekel, to je dobra podlaga, vsekakor, čeprav tako da Božje delovanje in milost nima meja, oziroma človek je skrivnost in tam, kjer poznam nekatere že zelo dolgo, ali pa tudi tiste, ki jih poznam, jaz že iz svoje izvornega okolja, iz katerega izviram, svoje družine in drugih družin, sorodnikov, je zelo različno. Eni bi lahko rekli, da so naredili vse za dobro vzgojo, ampak pač potem nekateri od otrok so šli, ali bi lahko rekel, so zašli. Medtem ko sem srečal tudi družine in situacije, kjer recimo bi rekel, da otroci niso imeli tistih idealnih pogojev, ampak so iz teh težkih okoliščin nastali neki biseri. Tako da tukaj lahko rečemo, da Božja milost vedno najde neko pot in tako torej na župniji so mi dragoceni, tako vsi tisti, ki se trudijo za vse tisto, kar pomaga nek večjemu življenju, povezovanju, k ohranjanju ali pa še bolj poglabljanju tistih vrednot, ki smo, bi lahko rekli, kot družba videli, da skozi čas prinašajo več življenja. Tako zaenkrat. Hvala lepa. Ja, bomo ploskali. Bomo se mogli še odločiti, ali bomo po vsakem ploskali tudi potem, ko bodo kakšna vprašanja. Gospod Štuhec, tudi vi ste duhovnik, ampak ste delovali, ste nekako oče tega zavoda, v katerem nas gostite, hkrati pa tudi akademik, profesor, veliko tudi so vas vabili ali pa še vas vabijo verjetno v tujino na kakšna predavanja. Kako vi gledate matematiko, ki smo jo odprli? Ja, najprej lepo zdrav vsem, pa dobrodošli v naši hiši. Zdaj za uvod bi se navezal na nekaj, kar je prej Markos tudi povedal, kako so na njega gledali, pa ga vprašali, je out, ni out in tako naprej, mogel biti pošten. Jaz sem bil kaplan v Slovenski Bistrici leta 1981 in sem se peljal eno soboto domov. Doma sem pa pri Mali nedelji, tam so bili takrat še moji starši. In ko sem prišel domov, sem ugotovil, da sem brez prometnega pa brez vozniškega. Pa sem rekel, zelo dobro, zdaj, če sem prišel nazaj, bom tudi nekak, In sem se peljal potem čez Lenart, pa mimo Hrastovca, nazaj v Slovensko Bistrico in pod Hrastovcem so običajno policaji stali. In so tudi takrat stali policaji. In so me ustavili, bila sta dva. Veste, to je bilo leta 1981, ko so še imeli one toki-vokije, take, da bi ga skoraj rukzak mogel sabo nositi. Me ustavita in jaz takoj rečem,
jaz sem v Bistrici v službi, sem tam, sem pozabil doma v dovoljenje in tako naprej. On dva mi rečeta najprej, kje si pa delal izpit? Sem rekel, v Murski Soboti, v soboto, pazite, v soboto. Dobro, gre in on na toki voki kliče v Mursko Soboto, se mi je že to čudno zdelo, da se je toliko potrudil, da kliče v Mursko Soboto, kdo bo v soboto tam dvignil na upravni enoti telefon, zato da bo povedal, pa poiskal enega Ivana Štuheca, da je naredil enkrat izpit. Ne? Dobro, čez nekaj časa, brez uspeha, ne, seveda pride ta nazaj do mene, me gleda eden pa mi reče, kaj si pa ti po poklicu? Sem rekel, duhovnik. Duhovnik si, ti po poklicni dolžnosti ne smeš lagati, na, beži. Tako se tudi tebi dogajalo. Ja. Dobro, glede današnje teme, ko sem pač bil povabljen, sem razmišljal v uvodu okrogle mize, o čem naj spregovorim. Jaz sem leta 2005 izdal to knjigo Smer osvobojena dežela. Išla je pri Mladinski knjigi, kar danes ne mogoče. Takrat je to bilo mogoče, tako so se časi pozitivno spremenili. Ne? No in v tej knjigi je eno celo poglavje, tako rekoč posvečeno tematiki, o kateri vi danes govorite. In v tem poglavju, oziroma znotraj tega poglavja, sem napisal tudi nekaj, kar bi enostavno tudi zdaj na hitro prebral, zaradi tega, ker gre tudi za neko hebrejščino. Jaz ne znam hebrejsko, se nikoli nisem hebrejsko učil, ampak zame je bilo veliko odkritje prav ob vprašanju, ko Jezus reče farizejem, od začetka pa ni bilo tako. In si jaz pol postavim vprašanje, ja kako pa je pol bilo od začetka, ne? Pol pa idi gledat v prvo Mojzesovo knjigo, kako je bilo od začetka. Tam boš videl, kako je bilo od začetka in kaj je zdaj bilo drugače, kako je bilo potem v času, ko se je Jezus z farizeji pogovarjal. No in takrat sem dejansko odkril to, kar vam bom zdaj prebral. V nam znanih indoevropskih jezikih imata beseda mož in žena različne korene, kakor da ima ni nič skupnega. V hebrejščini imata isti koren. Mož je iš, žena je išah, črki jod in he, ki nastopata v besedah iš in išah, skupaj tvorita besedo Jahve, Bog. Jod, ki nastopa v besedi mož, pomeni Božjo roko, ki človeka spominja na to, da je po njej ustvarjen iz zemlje. Če človek ne ostane pod varstvom Božje roke, to zanj ne bo dobro, je bilo prepričanje Izraelcev. Črka he v besedi žena pomeni Božji dih. To je črka, ki dvakrat nastopi v besedi Jahve in kaže na to, da žena Božje skrivnosti dojema neposredno, da je odprta za duhovno stvarnost. Žena naj bi v svojem teženju po ljubezni moža vodila v globine Božje skrivnosti, te tako v njem prebujala željo, da bi Boga spoznal, ga ljubil in mu služil. Če ta ženina odprtost za duhovno in skrivnostno ne doživi prave usmeritve, lahko postane žena orodje sovraštva, orodje hudobnega duha in simbol zla. To je samo kratko, toliko, da nekako tudi samega sebe spomnim na te črke in te judovske besede. Ampak tisto, kar se mi seveda pri celi stvari zdi pomembno, je to, da pravzaprav Sveto pismo v svojem začetku ne govori o popolni enakovrednosti moškega in ženske. In da smo mi kasneje skozi različna kulturna obdobja prišli tudi do popolnoma napačnega razumevanja apostola Pavla, ki govori recimo o tem, da je mož glava in da se mu mora žena podrediti in tako naprej, ne da bi pri tem imeli pred očmi prvi vrsti seveda Pavlovo ekleziologijo, se pravi nauk o cerkvi
In Pavel je primerjal dejansko moža in ženo z Kristusom in z cerkvijo. In Kristus je dal za svojo cerkev življenje. Torej mož mora dati življenje za svojo ženo, če hoče, da bo njena glava, ker drugače ni njena glava. Drugače je lahko katerikoli drugi organ, ne? Če se malo pošalimo. In v tem smislu se mi zdi, da je seveda tudi določena katoliška tradicija to zadevno bila, nažalost, ne, preveč oddaljena od te izvorno judovske tradicije, ki, kot rečeno, v svojih začetkih in v Svetem pismu zelo jasno pokaže na to, da sta oba enakovredna. In tisto, kar se mi zdi še posebej tudi pomembno, da je v tej igri Išah in pa Jahve, v tej kombinaciji teh črk, ne, v judovstvu, pravzaprav zelo jasno pokazano, da moški in ženska ne morata ustvariti pravega odnosa brez Boga. Rabita tretjega, rabita Boga, rabita Jahveja. In če tega Jahveja ni, potem seveda na njegovo mesto stopi marsikaj. In danes, nažalost, dostikrat stopijo na to mesto ne otroci v pluralu, ampak otrok v ednini, ki postane Bog in ki ga dejansko tudi častita kot Boga. Že s tem, ko mu vse dovolita. In s tem, ko mu vse dovolita, ga postavita nad sebe. Ga ne postavita v odnos, v pravi, zdravi odnos. Zdaj vam bom povedal tako. Jaz tu gledam okrog naše hiše vsak dan, kaj očetje delajo s svojimi otroci in kaj mame delajo s svojimi otroci. In včasih me ima, da bi odprl okno, pa se zdrl dol, pa žensko vzel vred, najprej njo, ne, zato ker otrok tak nič ni kriv. Ali pa tudi deca vzel vred, da bi mu rekel, a boš ti enkrat že znal postaviti mejo svojemu otroku, poglej, kaj nam počne. In, a veste, tu, kjer imamo od vrtca do gimnazije v hiši otroke, nam je popolnoma jasno, koliko je ura danes in kakšna bo tudi ura prihodnosti. In da zaključim, bom še iz tega mojega odlomka prebral nekaj, kar se mi zdi, da nam tudi ilustrira pač to, kje danes smo. Ne? Zdaj, to je bilo napisano z moje strani leta 2005, to, kar vam bom pa zdaj prebral, pa še kakšno leto ali pa 2 ali pa 3 starejše. Kako moški ob zatonu patriarhalne družbe ostaja v bistvenih vprašanjih življenja odvisen od matere in kako je v tej odvisnosti tudi odpovedal kot oče, nam na svoj način pokaže pred leti narejena anketa v Nemčiji. 73% nemških moških ni od svojega očeta prejelo nobenega pomembnega sporočila ali življenjske filozofije, kakor tudi ne o smišljenosti življenja. 21% jih je prejelo zgolj funkcionalistične cilje, kot sta delati in biti varčen. Samo 6% jih je od svojih očetov prejelo temeljna verska spoznanja, etična merila in politična prepričanja ter sporočila za osmišljanje življenja, medtem ko jih samo 27% meni, da z materine strani niso prejeli nobene življenjske filozofije. In 69% jih našteva tipično materinske cilje, ki so usmerjeni predvsem na prilagodljivost, kot so poslušnost, biti priden vernik, redno obiskovati cerkev, obrede in se izogibati konfliktom. No, v nadaljevanju jaz bolj to komentiram,
tudi na naše slovenske razmere. In rezultat take statistike, ki mislim, da je v Sloveniji danes takšna ali pa še slabša, je, da v cerkvah skoraj ni moških, da so samo še ženske in da je to seveda eden od, po mojem, najbolj kritičnih trenutkov našega časa in naše dobe, v kateri živimo, da očetje niso več garant določenih vrednot, tudi neverske vrednote. In ker niso očetje garanti tega in ker niso tisti, ki bi otroci v njih doživeli varnost, ko vstopajo v svet, v ta svet, takšen, kakršen je, zato so seveda otroci izgubljeni. Sam za konec še to povem. Mi imamo v dijaškem domu 185 dijakov in dijakinj. Od tega je manj kot polovica iz zakonskih zvez, ki so formalno ali neformalno sklenjene. Vse ostalo je iz razbitih zakonov ali samohranilke in tako naprej. In mi bi potrebovali vsaj 2, če ne več, specialne pedagoge, ki bi se ukvarjali s temi otroci. Zato seveda država nič ne plača, starši tudi ne, nažalost pa mi tudi ne moremo zaradi pač vseh drugih stroškov in problemov, ki jih imamo. Ampak problemi na tem področju so enormni. In posledica take statistike, o kateri sem govoril, je danes vidna. Mislim, da sem včeraj ali predvčerajšnjem prebral, ta gospod, kak se piše, ki je domovini daroval 1 milijon, ta primorski Štrancar, je rekel, no, zdaj smo pa tam, da nam otroci, presiti otroci vodijo državo. Hvala lepa. Ja, za tistimi, ki so odgovorni in se odločijo za to, da razdrejo zakon, se pa ukvarjate vi, ne, gospod Tavčar, verjetno, si mislim, glede na to, da delate mediacijo in svetujete, vodite pogajanja, bi vas povabil k besedi in mogoče vašemu pogledu na temo, o kateri govorimo. Ja, se sliši, hvala lepa. Ja, medijacija. Jaz rečem včasih, da sem dal že 100 ali pa morda že 200 ločitev skozi, ne svojih. Ne, tako. In tudi, ko pogajanja, recimo vodim delavnice pogajanja, na te prvo vprašam, če udeleženci, če mislijo, da v partnerski, v zakonski zvezi, če je kaj prostora, če je kdaj kakšna situacija, kjer se je treba pogajati, ne. Pa ženske zmeram rečejo ja, ne, moški pa dostikrat rečem ne, se nič ne pogajamo, ker žena pove, kako je. Tako da, to je malo ilustracije, no. Ampak zdajle recimo, če se malo vrnemo na ta moža in ženo jo ustvarijo, ne. Na začetku, ko smo imeli Mašo, ne, smo med pridgo slišali nekaj, kako je Slomšek, ne, videl moške, očete, a ne, in je govoril o trdnosti, a ne, tle sem si prav zapisal, ker se mi je tako zelo zanimiv zdel, zato ker morda samo z malo drugačnimi besedami, ali pa mora biti malo drugem kontekstu, jaz tudi zelo podobno na pogajanjih in tudi na izobraževanjih za medijatorje govorim, a ne. Recimo trdnost, a ne, potem empatija do drugega, in tretje kot odprtost do sebe, do lastne, da vidi samega sebe, da je odprt tudi do kritike, ne, in prijaznost in nežnost. Ne. To so te 4 neke lastnosti, ki jih je Slomšek nekako zelo poudarjal. O trdnosti, ne, je Andrej veliko govoril, ne, na začetku, ne, tako da morebiti se ne bom toliko tukaj ukvarjal s tem,
Ampak recimo, ko govorimo o ločitvah, a ne, pa o razvezah in konfliktih, a ne, je včasih prav po eni strani preveč trdnosti, a ne, preveč neke togosti, a ne, lahko razlog za to, a ne, po drugi strani pa premalo trdnosti, a ne, v bistvu odsotnost meja, a ne, in je to, a ne, tako da to je recimo ena stvar, ki jo bi dejansko moški prav, da jo pogledamo, ne. A ne, tako da tukaj zdaj ne bom govoril, a ne, o tem, kdo je zdaj kriv, a ne, za ločitve in tako naprej, ne, ker ponavadi je zmeraj tako, kaj mislite, kdo je kriv, ne? Ne, ta drug, ne. To pomeni, in če bi moške vprašal, bi doskrat, seveda so žena je kriva, ki je histerična in nora, nerazumne zahteve in tako naprej, no. Ampak tukaj smo samo možakarji, a ne, se opravičujem, ampak tako da dajmo gledati, ja, glejmo sebe, ne, kje je naš del, a ne. Sigurno je trdnost, a ne, neko ali premalo trdnosti ali preveč trdnosti, neka nejasna slika glede tega, a ne. Tukaj, a ne, druga stvar, ne, je empatija do drugega, a ne. To, a ne, koliko mi sploh smo sposobni pogledati resnico ungata drugega, ne, koliko smo mi sposobni, da vidimo, da je moj pogled lahko realen in prav in veljaven in da je veljaven tudi pogled ungata drugega, a ne. Recimo, ne, Marko, kakšne barve je to? Črne? A ne? Bele, ne? A ne? In to, seveda, to je, a ne, takole zelo hitro vidimo, ne, ampak v življenju je pa zelo težko kakšno situacijo takole obrniti pa pogledati z druge strani in si mi dejansko in recimo to, kar delamo tukaj, to, kar se dogaja danes tukaj in tudi na vseh teh moških skupin, ne samo na moških, na zakonskih skupinah, ampak predvsem na moških skupinah, a ne, je, ker moški vseeno kakšne stvari drugače povemo, kot če je žena zraven, a ne. No, čist ne, ampak malo pa včasih, a ne, čist ne. In da je nekako nam da neko možnost, ne, da lahko vidimo, ne, morda tudi svojo ženo z njenimi očmi, a ne. Tukaj seveda je proces učenja, kako se to naučiti, a ne, in na koncu seveda se moramo usesti z njo in pogovoriti in preprosto takrat, ko govori, poslušati, ne prideti z rešitvijo, ampak res se vživeti v njo, a ne. In tretja stvar, nekaj tle, odprtost do sebe, pogledati samega sebe, tudi do kakšnega dela samega sebe, ki je bolj temen, ne, ki je težek, ki je boleč, ki se ga včasih malo sramujemo, ki ga ne upamo pokazati, ne. In tukaj, ne, recimo na teh moških skupinah vidimo, da je prostor, ne, recimo, da lahko tudi povemo kakšne zelo boleče stvari, ki jih drugače morebiti ne upamo, ne. Tudi morebiti ženi ne upamo povedati, a ne. In zato, ne, zato je to, kar se tukaj dogaja danes in kar se dogaja skozi vseh teh skupinah, po eni strani skupinah za moške in tudi skupinah parov, a ne, na Dižu, na drugih takih pobudah, a ne, je to nekaj, kar nam, meni osebno, no, daje upanje, da bom morebiti v budočnosti, ali pa če ne jaz, pa morda moji nasledniki, ne, da bomo imeli malo manj dela, ne. Čeprav nažalost za mene še kar ne kaže, imam še kar zelo veliko dela. Hvala lepa. Zdaj bi kar izkoristil priložnost, pa še prosil čisto malo, da še vrnemo mikrofon gospodu Tavčarju. Sem zato, ker je eno zelo praktično in kratko vprašanje prišlo za vas že od naših opazovalcev, poslušalcev, da ne bomo potem, ker ste govorili veliko o razvezah, vi se ukvarjate prav s tem tudi osebno. Ja, jaz sodelujem kot mediator v postopkih razveze.
v sodišču pridruženih mediacijah, to pomeni, ko je že razveza v teku, ali pred razvezo, tam pa delam v privatni praksi. Okay. To je bil odgovor na eno stran, zelo kratek, na drugo stran pa kako se pride v stik z vami oziroma v kontakt z vami. Vtipkate Rudi Tavčar na internet, pa boste dobili moja spletna stran in telefon in mail, reč pa lahko tudi pol dam. Super, hvala lepa. Naslednji je mikrofon prejel gospod Aleš Čerin. Vsestranski je tule opisan, ne vem, kaj bi najraje slišal, verjetno Božji otrok. Božji otrok in oče, ali kako, večjim otrokom, dedek tudi, ne? Takole, pozdravljeni. Jaz prihajam ravno iz Radencev, tam je zdaj 220 zakonskih parov se zbralo. To so naši voditeljski pari zakonskih skupin, govorci na seminarjih in to je naša elita. Pa mi moramo kar hči pa zet od Rudija Tavčarja. Statut tam not, ja. Glejte, kar govorimo o eliti. Za nas je vse dober. Ni dober. Odnos med možem in ženo mora biti tako dober, kaj dober, odličen, kaj odličen, eliten, tako da tvoji otroci, ko te gledajo, tebe, ata, pa mamo, kome čakajo, da se poročijo. In jim tudi na misel ne pride, da se bodo kadarkoli učili. To je naš cilj. To je naš cilj, da mi smo gradbena firma, mi pravimo, gradimo odnose, za katere je vredno živeti in jih prenašati naprej v naslednje generacije. Najin odnos, to, da midva ostaneva skupaj, to, da midva pokaževa odličnost odnosa, to odzvanja, a veš, ti, ki si skavt, pa jaz tudi, ne. A veš, zakaj je dobro biti skavt, ne? Skavtski voditelj. Zato, ker lahko kot skavtski voditelj zabrenkam na struno, ki bo odzvanjala v večnost. Midva z ženo lahko z najinim odnosom, z najinim resnim odnosom do Boga zabrenkava na struno, ki bo preko najinih generacij v najino rodbino, v okolico odzvanjala v večnost. Mi delamo preventivno, Rudi, ti kurativno, mi pa preventivno. Se pravi, se ukvarjamo, preden pride do težav. Mnogi so seveda tudi že v težavah in pridejo kasno. Glejte, tole klasično svetopisemsko berilo, Efežani 5. poglavje od 21. vrstice do 33. ko govori o možih in ženah, se začne iz strahospoštovanja do Kristusa, se podrejajta drug drugemu. Aha, ne. Zakaj? Ne? Iz strahospoštovanja do Kristusa. Zdaj danes že strahospoštovanje nočemo razumeti, kaj, jaz se moram pa Boga bati. Daj rajš se ga boj, rajš študiraj, kaj Bog rekel, ker ima toliko prav, a veš, da ti nikoli ne boš imel toliko prav. Drug drugemu. In pol za ženo pravi, žena naj bo pokorna možu. Ne? To se danes v cerkvi ne upamo. Jaz vedno, ko je to berilo, upam, da bo ena orto dobra pridga na to temo. Pa se ne naslonimo na to, ne uporabimo te prilike za dober spregovor o pokornosti žene, ker začnejo godrnati že med mašo po maši, pa sploh. Ampak pustimo zdaj okoli žene. Kaj je pa naše, ne? Kaj je pa naše moško? Moško je pa, možje ljubite žene, kakor je Kristus ljubil svojo cerkev. Ja, kako jo pa je? Pa imamo žalostni del rožnega venca. Posod nastopa pravzaprav kri, ne? Je za nas bičen bil, je za nas težki križ nesel, je strnen kronan bil, je krvavi pot potil. Evo, to je naše. To je naša ljubezen do žene. Mi pravimo, mož mora biti med vsakim udarcem, ki bi preletel v ženo, evo, si ti tukaj vmes. Da si lahko tu vmes, moraš pač tam biti, ne? To je za začetek. Da si tam, da si nekje blizu, da lahko stopiš, vskočiš, ne? Da si, torej, da ne odhajaš, da se ne zgubljaš, kam se radi deci zgubljamo, ne?
v traparije, v alkoholizem, v druge ženske, v pornografijo, v tudi v hvale vredne stvari, v delo pretirano, v perfekcionizem, v športizem, v vse. Mnoge od teh so hvale vredne, ampak ko pretiravamo, je pa izem. Potem. Glejte, mi smo tu, pri vsakem udarcu, ki bi v njem preletel, si ti to nastaviš svoje telo in švicaš. Še poseben, če pride ta udarc od tašče, pomišljaj tvoje mame, si ti tu in si spoštljiv zaradi 4. božje zapovedi, ampak mam rečeš, mami, z mojo ženo ti ne boš delala takole. To je zdaj tisto, da si ti med v tem udarcu. Ne boš delala, pa ti ne spoštuješ. Spoštujem te, ampak ona je, najprej Bog, kot človek je ona prva oseba v mojem življenju, otroci so druga oseba skupaj v mojem življenju. Mami, ti si na odličnem 3. mestu, bronasta medalja, ampak bronasta. Mi pa gremo radi na teh moških pohodih, rečemo, v bubico. Kar zabubimo se, žena, daj ti, pa ti malo zmol. Ti si ta prvi, ki molaš, ti ta prvi zjutraj vstaneš, pa si na kolenih pred Bogom. Ti ta prvi odpreš Sveto pismo, pa prebiraš Božjo besedo, pa se daš podučiti od duhovnikov, ki so še učiteljstva cerkve. Ti si tule ta prvi. In mi vzgajamo zdaj v družini življenju, pravimo, elito moških. Kaj pomeni elita? To je zdaj tak izraz, elito vi vzgajate. Ja, elito. Lejte, zdaj v soboto tamle Branko tak gledam, pa Roberta tule gledam. Sobota, veste, kakšna je bila prejšnja sobota? Dež, napovedan dež, zlivali je, poplave so bile po celi Sloveniji. Mi smo imeli napovedan moški pohod iz Bleda na Pokluko, pa nazaj. 36 km, 1000 metrov vzpona in jaz napišem, najmanj voditelj gre. Najmanj voditelj gre. In sem rekel, zdaj le bom pa sam. Zdaj pa konc. In so začeli v resnici nekateri odpovedovati. 9 elitnih mož je šlo. V blatu, v dežju in potem smo doživeli še Božjo milost. Napoved je bila do 5 dež in potem oblačno, ob enih je nehal dež in se je zjasnilo, sonce je posijalo. In smo prišli v srani, blatni, v enem pa zadovoljni in žena ve, da mi zmoremo. Ker smo preko svojega telesa pokazali, zdaj sami sebi najprej, pa tudi ženi. Glej, v dež so šli, v sranje so šli, pa so zmogli. Evo, zanesel se na tega deca, ker je eliten na telesnem, na psihičnem, to jim bilo treba 36 km zdržati, na duhovnem področju. V Božji besedi, v molitvi rožnega venca, za lepotice, za družine, za razdeljeno Slovenijo. Evo, to smo deci. To je naš. Ja, gospod Perko, vi ste psiholog in psihoterapeut. Nimam posebnega vprašanja, samo želel sem povedati za vsak slučaj, kdo ste in se veliko ukvarjate za to temo. Verjetno je ta tema jedro ali pa vsaj podstat tega, kar psihologija dela. Ne? Ja, no, niti ne toliko psihologija. Veste, psihologija je že zdavni v slepem črevesu. Ampak, ja no, seveda, ne, logično. Ampak seveda, no, tudi brez tega ne gre. Ne. Jaz bi res bolj osebno. Zjutraj sem že predaval tukaj, pa nima smisla, da zdaj tukaj le nekaj moraliziramo pa predavamo. Osebno zgodbo, pravzaprav, kako sem jaz prišel do tega svojega pogleda na življenje, na svet, na ljudi, na ženo, če hočete, na elito in tako naprej. Mi ta žena sva leta 1984 prišla do dr. Rugla. Jaz sem bil alkoholik, ne? Žena seveda 3 majhne otroke, ta zadnji otrok se je ravno rodil. In seveda žena mi je ostala, hvala Bogu, je bila toliko bistra oziroma toliko zrela, da je hitro prekinila to mojo zasvojenost s tem ultimatom. In sva prišla tja k dr. Ruglu, se ga spomnite, v tako očaka.
Ja. Doktor Rugel je takšen, da ste, da zagledaš, se kar malo usedel že. Pohončen, ne, moški, kakšen je bil, kakorkoli zdaj o njemu govorice in tako naprej. Ampak bil je mož na mestu, takšen vizionar tudi. In so šla svojo pot tukaj pri njemu. In tam so se pravzaprav, sem se izučil, diplomiral, doktoriral vse te stvari in tako naprej, postal njegov koterapeut in sodelavc na koncu, ki je bil njegovo terapevtsko vodo in tudi v svojo terapevtsko postavo. In on je takrat že spomnil se zgodaj, ko so sedela dosti krat zvečer za mizo, se pogovarjala po skupinah med odmorom in tako naprej. Dosti krat mi je rekel, poslušaj, Perko, ti nič ne razumeš, ni vedno prav. Rekel, treba je ustvariti elito. Ja, in je treba od ljudi zahtevati, da postanejo predvsem moški, on je vedno govoril, vsega so krive ženske. Ne. Potem so seveda vse v lep skočili, so danes so jezne na njega. Rekel, veste, treba je problem predstaviti tako, da je bombo vržeš, da razburkaš ljudi in potem jim lahko razložiš, zakaj gre. Ker drugače se to gre čez eno noter, čez drugi ven. In takšen je on bil. Ne? In je tudi meni dosti krat govoril o teh stvarih, kako in kaj, in je vedno rekel, poslušaj, te grupe, ki jih imam jaz in kot jih boš ti imel kasneje, upam, da takrat še jaz nisem bil tako, še on bil živ, sem bil pri njemu, so bodočnost našega naroda oziroma človeštva. Kajti to je že pred 40 leti govoril, ne? Ker ta družba, ta svet je nor, ker se zdaj izresno kaže, v postmoderni družbi, ko smo zjutraj tudi malo govorili, čem je problema, ko je človek res postal Bog, ko ni nobenih omejitev več in imamo, kar imamo, tudi to, kar imate tukaj v domovih in tako naprej, ker čez okno gledate, ne? Kaj se dogaja, to je vse posledica tega. In ta moja skupnost, je rekel, in podobne skupnosti bodo bodočnost za narod oziroma sploh za človeštvo. Združevanje, kjer imajo podobne cilje, naloge, katerim gredo, ki pravzaprav tudi na tradicijo gojijo, tradicijo, se pravi spoznanja naših prednikov, če hočete filozofov, modrecev skozi življenje in na temu gradijo svoje življenje, to elito, o kateri je Aleš govoril. In tako sem jaz tudi v življenju šel svojo pot, dobro, hvala Bogu, da je bilo tako, in sem ženi in tudi doktor Ruglu hvaležen bom do smrti, ne še čez, če bo potrebno. Vendar sem spoznal nekaj v svojem delu. Ne. Ena stvar je, tako kot je prej Rudi govoril, da sem tudi 25 let delal, 30 let v Centru socialno delo, poleg vsega tega drugega, in sem tudi se z razvezami ukvarjal. Tukaj mi je dosti znana zadeva, kako to zgleda, zakaj gre, kakšne stvari se dogajajo. In sem spoznal nekaj tudi, da psihoterapija, kakršnakoli že je, ima svojo mejo. Človek ni samo psihološko bitje, telesno bitje, seveda na vseh teh področjih mora nekaj napraviti, da je celostno bitje, kako se spodobi, je pač večdimenzionalno. Predvsem je v velikih primerih gre za duhovno težavo. In takrat psihoterapeut je kratek, nima tega niti znanja, niti morda uvida ali kakorkoli. In takrat je treba človeka poslati k mojstru, se pravi k duhovniku, v našem kontekstu. Jaz sodelujem oziroma z patrom Šinkovcem, jezuitom, s katerim sva v navezi veliko in mnogo ljudi pošljem k njemu. Ker zaznam, da to ni psihoterapevtski, psihični problem, ampak duhoven problem, da pošljem k njemu in tam dobi naloge, kaj napraviti. In vam rečem, da se stvari razdelajo in gredo na boljše oziroma se uredijo v zelo kratkem času, ker lahko v psihoterapiji lahko se vrtiš in nič ne napraviš. In tukaj je seveda treba biti malo ponižen, da se duh deluje, terapeuta, če že kdo deluje. Tako da je to silno pomembna stvar. In nekaj bi rad, sem že pozabil povedal še jednem, ste lih moški, moške skupine. V tem kontekstu, kot je že Aleš govoril in tako naprej, moški, ženska, žena, zdaj fajn bi bilo, da preberete 2 knjige od Mirjano, Konstanca Mirjano, je pisala 2 knjige in sicer ena je za moške, ena je za može, ena je za žene, in sicer Poročni se bodi podrejena, je za ženske. In ko to knjigo dam prebrati ljudem, ki so pri meni, seveda ženske v skočijo, pa se to prav, Potem, ko prebirajo, vidijo, da ne gre za to, da gre za kaj drugega, v smislu Pavla,
In pa za moške bi napisala, poroči se in umri za njo. Sicer gostobesedno, kot novinarka italijanska in tako naprej, ampak sporočilo je pa te pravo. Zakaj gre za ta odnos med moškim in žensko? In dosti krat smo moški, jaz ste mečken tako, ne da preko razvajeni, pa nismo moški, ne? Pa ne govorim o tem mačističnem smislu. Moje spoznanje in tudi same ženske pri mene so vam kup mladih, lušnih punc, 35 let in čez starek, so se jim ali razvezanih, ali niso uspele partnerstva udejaniti, kako se spodobi. In po nekaj časa mi rečejo, ko kriterije, kaj je sprejemljivo, kaj je moški, a ne, da dobijo v takšni skupnosti, oziroma so kriteriji precej višji, pravijo, ni več pravih moških. Kaj čmo? In vedno jim rečem, ko pridejo k meni takšne sanske, pa jih vzame, se drugače jih redko vzame, res nobenega ne more. Morajo res biti okoliščine takšne, da je res nobenega nima v življenju, da jo vzamem v skupnost. In rečem prvo stvar, poslušajte, če ste prišli zaradi tega, da boste fanta dobila ali pa moža, bežite preč od mene. Ker že let boste imeli takšni visok kriterij, da teh idejstv ni več. In to se točno dogaja. Ker imajo, ne poročene, samske, ne. In potem res, čez nekaj časa, ni več vsak dober, poslušajte, in ga že vnaprej prečita, kazen patološki tip je. Moja nasvet je seveda, da je malo provokativen, takole je, drage dekleta. Moški je dober, dokler lahko kiso mlek pregrizne, pravi na Gorenjskem. Za žensko pa malo težji. In zdaj, kaj vam ostane? Se pravi, samskih moških se izogibajte pri 40 in čez letih, ker če bi do zdaj samski, je postal čudak. Kajti nikoli v življenju se ni prilagajal, nikoli se ni brusil v odnosu in mora je osebnostno pač nezrela osebnost in bežite preč od njega, ker se nikoli ne bo prilagodil. To je že odpadajo, ne rekovajo. Dobro, to za hec govorim, malo pa tudi resno mislim. Znate, drugi so ločeni. Teh en kup zdaj, ne. Vsak drug zakon je že razvezan. Te prvo pejte ženo vprašati, kaj je bilo narobe, zakaj si je ločila. Se naredite varevalko, da dobite. No, torej tretji, ostanejo samo še vdovci. Te pa niso po svoji krivdi. Torej, najbolj, da partije listate, kdo je umrl, hodite na pogrebe in gledate, kjer je še takšen ohranjen, pa tako naprej. Potem eno leto počakajte, da odželuje in potem navali. Ne? Hočem povedati, kakšni težavah so ženske samske, pravzaprav dobiti korektnega moškega pri teh letih. To hočem povedati. Ne? Ker doktor Rugel je vedno rekel, pametne ženske poberejo te boljš fante do 25 leta, potem pa ostane, kar ostane. In vse punce, ki so k meni prihajajo zaradi različnih razlogov, so te pametni fantje, ki so dobri študentje, korektni in tako naprej, so dolgočasni. Mora biti malo problematičen, ker ona ga po svoji ljubezni rešila. Ona bo rešiteljica in seveda ga bo v red spravila in bo že nehal piti, bo že nehal te stvari, ki bo z mano in tako naprej. Potem en otrok, drug otrok, ne, drug otrok bo rešil situacijo, seveda se še bolj zakomplicira in tako naprej. To je realnost. Ne? In za moške, zdaj posebej vam bi to poudaril, da pridem do tega bistva. Ženska se lahko zagleda, in to imam izkušnjo pač preko ljudi, stotine in stotine ljudi, šlo čez moje roke v 35 letih in še so tukaj pri meni. Ne? Ženske pravijo takole, moških, kot sem rekel prej, jih ni. In zagledajo se lahko v moške samo tako, če ta moški postane nekdo, jaz pravim. Kaj to pomeni? Da moški mora biti ustvarjalno bitje. V družini je mama, je žena in tam za šporgetom vse prav, da pomaga, kot smo zjutraj govorili in to naprej ga načne moškega da napravi. Vendar njegovo bistvo ni samo v jedru družine, mama je duša družine in jedro družine. Moški se mora dokazati izven družine, da je lahko ona ponosna nam, ga počuduje kot Boga v oltarju. Se pravi, da je njegova naloga, da postane temu stvarjalnem delu nekdo, na katerega ona lahko s ponosom pogleda. To za kuhovenco to ne bo rato, veste. Ne bo rato doma, v gospodinjskih opravilih, ampak izven družine in to je njegovo poslanstvo, njegovo nalogo, kar je pa silno težka zadeva. Se pravi, se treba obrniti na se. Pustimo zdaj ženo, pustimo otroke, ampak kaj je moja pot, ustvarjalna pot? Ker psihološki profil, oziroma moški je to, da spravim kot meterapotec včasih, rečem, zvezdice za spanke. Moški se izstreli v vesolje, bluzi po vesolju in se priklopi nazaj na družino, če je žena pametna.
in razumna in, kot je dr. Rugel rekel, ustvarja vzdušje v družini. Potem bo moški vedno nazaj preletel, se spočil, napravil tisto, kar mora in zopet odletel v svoj svet. Tako, to je silno, silno pomembno, da razumete to razliko med moškim in žensko. In kaj se dogaja v družinah? Žena hoče moža nategniti na svoje kopito, takšen boš kot jaz in tako bo v redu. Ni, ker nismo enaki, ker je zdaj seveda diktat enakosti, smo različni in je treba to različnost upoštevati in seveda to daje šele celoto. In če so zreli, pametni ljudje, potem si puščajo en drugmu to svobodo, v narekovaju, da moški opravlja svoje delo, svoje poslanstvo, tudi izven družine in ga ne potegne samo v družino, ker tam bo, ne bo se dobro končalo. Dobro, pa nam več ne kladu. Dobro. Ja, to je zdaj bila odlična istočnica, čeprav bom obrnil spola v tej, pa ne bi želel, da potem vi komentirate, kaj pomeni pa, če je ženska izstreljena potem v vesolje. Dolžnost moškega, da omogoči ženi, če ima te ambicije, da tudi strokovno in tudi drugače prosperira in tako naprej. To se da. Super, hvala lepa, da ne bom kaj jaz tu se v psihoanalitične vode spuščal z svojimi vprašanji. Predstavljam si takole, zdaj časa imamo še slabo uro, bi postavil še eno vprašanje vsakemu izmed vas, spoštovani gostje, hkrati pa tu pridno se nabirajo vprašanja, tako da bi zdaj približno pol urce, mogoče malce manj, še izkoristili za en krog vprašanj, ki jih imam jaz za vas, oziroma smo jih z ekipo pripravili za vas. Toliko, da se lahko ponižno omejite glede na naše število. Prav? In sicer prvo vprašanje bi kar v istem vrstnem redu šli za gospod Uršo. Vi pa ste v resnici tista, ki se je vsaj malce izstrelila. Ne? Sedaj organizirate te izstrelila v vesolje in se vrača verjetno v družino domov, varno družino. Ne? Kot organizatorka pohoda in kot oseba, ki je vseeno na udaru včasih, je pa verjetno pomembno, da je doma nekdo, ki je vaš mož. To je moje vprašanje. Podpora, mož, žena, kako na to gledate? Ja, naj najprej povem to, da tudi mi v naši ekipi še rabimo moških, tako da če bi se kdo izstrelil v našo ekipo, lepo dobrodošel. In v bistvu je tako, da z idejo za pohod za življenje ni zrasla v Sloveniji na mojem zelniku, ampak sta pobudo za pohod dala pater Tadej Strehovec in potem mislim, da gospod Primc, ne vem zdaj, kdo je bil prvi, kdo si zasluge doli, mogoče ni važno. Jaz sem pa stopila naprej kot pač predstavnik tega, ker v resnici ta družba nekako se sprejema, da o tem govori ženska, recimo. Ne? Ampak to pa si pa res želim, no, to ni bil samo hec, da si želimo pa več moških v naši ekipi. Zakaj? Lih zaradi tega, kar smo vse prej govorili. Imamo pa zaenkrat več žensk. No. Drugač pa na vaše vprašanje, jaz sem drugač mama doma, sem namenoma to izbrala in moj mož sem lahko pač Bogu hvaležna, da lahko on skrbi za nas. In se mi zdi, da je to mogoče tudi ena tema, o kateri se tudi lahko mogoče več govori, mesto ženske, a se ženska lahko uresniči samo tako, da res mora iti v službo, a se lahko uresniči v polnosti tudi s tem, da je doma nekaj časa, da skrbi za svojo družino, in se mi zdi, da mogoče tukaj smo tudi kot družba padli mogoče na to, kako naj rečem, na te limance teh feministk, da ženska vse mora biti vsem enaka moškemu, in vemo, da to ne zdrži. In potem kdo tukaj trpi? Trpijo naši otroci, trpijo naši možje, ki se njihova žena izčrpa, še preden bi lahko bila sploh na razpolago doma za vse, kar je treba. In danes je en tak velik fenomen izgorelost mam, tudi moških, no, ampak se mi zdi, da je res tisti, ki se bolj to ukvarjate, veste, da je veliko mladih mamic izgorelih
In jaz mislim, da moramo, jaz bi vas prosila, no, može, da bi nekako tudi o tem razmišljali in spodbujali svoje žene, da če imajo one to željo, da bi ostale doma. Ker res mislim, da tudi če žena zelo rada dela, kar dela. In jaz sem tudi si mogoče še za zraven en gušt najdla, če rečem tako. Ne. Ampak se mi zdi, da je marsikšna poklicana v to, da je doma več časa z otroki, ker ena stvar, o kateri veliko zadnje čase razmišljam, je res to, da nas je ta družba zelo raztrgala kot družino z vsem, kar moramo v familiji. Pa moramo to, pa moramo to, pa moramo to in na koncu nam ostane tisto uro pa pol kvalitetnega časa, da imamo drug za drugega. In v tisti uri časa naj pa oče, mož, vso svoje, kar bi rad znanja in vse, o tem, kar smo se prej pogovarjali, kaj oče naj da svojim otrokom. Ja, saj cajta nima, da vse to da. Kdaj bo vse to dal? Se on tudi utrujen in tako. In jaz tudi vidim svojega moža, ne? In pride priložnost, da bi lahko napredoval v službi. Koliko on o tem razmišlja, ja, kaj bo to prineslo za našo družino. In koliko se mora truditi, da se miselno odklopi od tega, kar je delal, da je lahko svoje znanimi otroki. In se mi zdi, da je res to en velik raztrgovalec družin in učevalec družin je čist zgolj samo ritem, v katerega smo kot družba padli. In se mi zdi, da smo tudi kristjani podlegli temu ritmu. Pa ne vem, če je res tako treba živeti. Ker ženska, ta pač rešitev bi mogla iti v smeri, da bi lahko preživeli z enim dohodkom in da bi lahko otroci imeli več prisotnosti. Ker komu bojo otroci zaupali? Otroci bojo zaupali tistmu, ki je njihov vzornik. In tisti njihov vzornik bo pa tisti, s katerim preživijo veliko časa. S kom pa naši otroci največ časa preživijo? Sovrstniki, z nezrelimi sovrstniki. In oni se od njih učijo in ne morejo biti oni njihovi prvi učitelji. Mi moramo biti. Mi pa ne moramo biti, ker jih nimamo, ker so cele dneve od doma. Kako bomo? Zato jaz nimam rešitve, da vam jo povem. Ampak dajmo o tem razmišljati. Da bomo sploh lahko to vse znanje, to vse, da bomo lahko to sploh živeli. To je lito, me se zelo dotakne to, kako gospod Aleš rekel. Da mi smo res poklicani k več.